Življenje išče pot. Dober dan in prijazen pozdrav. Ta konec tedna so potekali 60. študijski dnevi Draga. Teme so bile zelo aktualne. Etična vprašanja ob evtanaziji, nevarnost zato na zahodne civilizacije, nemiri in vojne ter prizadevanja za mir in potreba po sobivanju različnih kultur. Ker je v vsakem obdobju zgodovine pomembno, da imamo ljudi in prostore, ki spodbujajo dialog in kritično razmišljanje, bo pogovor z novinarko in kulturno delavko Bredo Susič dragocen prispevek o tem, kako življenje išče pot tik za mejo z Italijo. Govorili bova o letošnjih študijskih dnevih Draga na občinah, ki se neprekinjeno dogajajo že 60 let, kar vam res najprej iskreno čestitam, pa tudi vsem tistim ustvarjalcem, ki so vsa ta leta zvesto to ustvarjali in oblikovali. Draga je prostor pogovora, kritičnega razmišljanja, skupnega iskanja. Za naše mlajše poslušalce bo prav gotovo koristno, da v začetku najinega pogovora poveva nekaj o začetkih Drage in kakšen pomen ima danes, prosim. Vse se je začelo 3. in 4. septembra leta 1966. Za mlajše je to zgodovina, nekateri pa so to doživeli v neki majhni vasici, prav tik za mejo, takrat jugoslovansko, na italijanski strani seveda, je majhna vasica, ki se imenuje Draga. To je blizu Bazovice. In tam se je, kot rečeno, 3. in 4. septembra 1966 zbrala manjša skupina intelektualcev iz Trsta, Gorice, prišli so tudi prijatelji iz Koroške in nekateri posamezniki iz Slovenije. Spomnimo, da je takrat bila še železna zavesa na meji, tako imenovana, se pravi, da tile prehodi niso bili tako samoumevni. In ta manjša skupina se je takrat prvič zbrala v tejle koloniji, recimo taka manjša stavba je bila, tudi z ležišči, nekatere so celo prespali tam. In nekako nastavili nekaj, kar je potem postalo zelo velik projekt. Pomemben ne samo tako na intelektualno-kulturni ravni, zbirali so se pač intelektualci iz 3 Slovenij, se pravi Zamejstva, Matice in Zdomstva, in 3 dni razpravljali o aktualnih temah, žgočih vprašanjih, predvsem za slovenskega človeka. Na Dragi se je takratnih časih, ko je bilo to v Sloveniji oziroma Jugoslaviji absolutno prepovedano, tiho govorilo in tudi ne več tako tiho o demokratizaciji Slovenije, o pluralizmu. Sanjali so celo tudi o samostojni Sloveniji, ko je bilo to še nekaj ene neslutene sanje, recimo tako. To so bili recimo začetki, malo bolj skromni. 10 let so se intelektualci zbirali v tejle majhni vasici Draga. Nato je ustanovitelj študijskih dnevov, profesor Jože Peterlin, ki je zasnoval minuto, recimo tako, on je bil vizionar, on je videl nekaj, kar ostali še niso slutili, in je zasnoval pravzaprav prvi slovenski demokratični parlament po vojni. Zbiral je intelektualce, ki so res razpravljali vseh 10 let, kar je on živel z Drago, o izredno pomembnih vprašanjih za slovenski narod. Nato je on žal prerano umrl. In Draga pa je zrasla toliko, da je tale majhen prostor v tejle vasici za mejo postal premajhen in so se takrat intelektualci, mislim, mlajši člani
Društva slovenskih izobražencev, ki so prevzeli nekako štafetno palico, odločili, da preselijo študijske dneve iz Drage na občine pri Trstu. To je tudi prva vas za mejo takoj po Sežani, ampak je večji prostor, to je Marjanišče oziroma Finžgarjev dom. Marjanišče upravljajo sedaj Slovenski salezijanci in ima zelo lep velik vrt oziroma dvorišče, kjer zdaj v zadnjih letih postavljajo tudi velik šotor, tako da prva leta tega ni bilo. Jaz se še spominjam tistih prvih let na Dragi. Sem namreč tudi jaz zrasla skupaj z njo, ker imam nekako v družini to. Jože Peterin je bil moj ded, moji starši so ravno tako vedno sodelovali in jaz sem začela kot majhna punčka in sem potem nadaljevala. No, skratka, prva leta na občinah se jih še spominjam, ko je bilo na odprtem in če je slučajno bilo grdo vreme, smo morali se zateči v dvoranici, ki je bila manjša. Nato pa z demokratizacijo, ko se je sprostilo, so se tudi sprostila nekatera finančna sredstva iz Slovenije. Prej je namreč vse izključno slonelo na rokah prostovoljcev, prostovoljnih prispevkov. Vse je bilo res slonelo na navdušenju in strasti teh kulturnih delavcev, ki so verjeli v to, da je Draga lahko demokratični forum, intelektualni forum za vse tri Slovenije. Ta ideja se je uresničila, kot rečeno, in postala velika, potem sredstvi je bilo mogoče tudi, da smo lahko vsako leto postavljali tudi velik šotor, tako da v slučaju grdega vremena smo imeli pač streho nad glavo in je zadeva postala res zelo bogata, recimo. To, kar se tiče zdaj teh začetkov, ne, in tega, kako smo prišli do sem. Potem v 90 letih se je Dragi pridružila tudi Draga mladih. To sem tudi v prvi osebi doživljala. Draga mladih je bila malo drugačna, v smislu, da je v prvih letih prav tako trajala 3 dni, ampak se prepletala z Drago, pač to klasično. Smo jo pa pripravljali skupaj, se pravi zamejci in nekatere katoliške organizacije oziroma gibanja iz Slovenije. Spominjam se prvih, ki so verjeli tudi v projekt Drage mladih in pripeljali študente iz Ljubljane in Maribora. To so bili dr. Ivan Štuhec in Milan Knet, ki so bili takrat voditelji študentov, duhovni voditelji študentov v Mariboru in v Ljubljani. Poslušali ste novinarko in kulturno delavko Bredo Susič o zgodovini srečanj v Dragi. Tam so letos potekali že 60. študijski dnevi. Vabljeni, da si pogledate videoposnetke vseh navzočih predavateljev, ki so objavljeni na YouTube kanalu. Prispevek za danes pa sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Lepo vas pozdravljam. Nasvidenje. Življenje išče pot.